Pozdravljeni, moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakodnevnem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se, pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak torek ob 17. na Ljubljana TV. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj nocoj je izjemna gostja, županja Semiča, magistrica menedžmenta kakovosti. Spoznala sva se pri Borisu Venetu na njegovem programu Body Reset, kjer smo izvajali določene gradnike za dvig zavesti, torej za celostno zdravje. Je ženska, ki vodi občanke in občane Semiča z vzgledom. Danes je v naši družbi gospa magister Polona Kambič. Dobrodošla. Dobrodošla. Hvala. Živijo. Kako zdaj v teh časih korona, vemo, težki časi so. Kako zdaj v občini Semič recimo delujete v skladu s tem? Kaj se dogaja, kakšne so aktivnosti? Kot veste, v občini, ali kot veš, v občini se vedno veliko dogaja, veliko je dogodkov. In kar naenkrat se je potem marca, ko je prišla epidemija, zgodilo, da nismo imeli več nobenega dogodka. In samo v našem kulturnem centru, res lepem, se zvrsti letno preko 300 dogodkov, pa še ogromno imajo društva na terenu. In kar naenkrat smo bili odrezani, zato smo morali razmišljati o novih poteh. In ker smo že kar nekaj časa razmišljali, da bi se lotili socialnih omrežij občine, nismo imeli jih, imeli smo samo spletno stran občine, se nam je zdel res pravi čas, da jih čim prej vzpostavimo. In tako smo se lotili najprej Facebook strani občine, nato še YouTube kanala in pa še tudi Instagrama. Ker smo pač hoteli in iskali poti, kako priti našim občanom čim hitreje, čim bližje in da lahko informacije, ki jih pač imamo, jih želimo njim podati, podamo na čim hitrejši način. In tako smo jih preko Facebooka, preko tudi pisne komunikacije, ki sem jo pač sestavljala, to je bil edini način, poklicali, pozvali smo jih, bodrili, naj jih ne zajame malodušje in strah, ampak naj nekako poiščejo v tej krizi kaj takšnega, kar mogoče niso do zdaj imeli časa početi, naj kaj drugega najdejo. Hkrati pa smo jih tudi povabili, da soustvarjajo, sokreirajo občino, v kateri želijo živeti. Da nam pošljajo kakšne svoje posnetke, kakšne dogodke, doživljaje, da bi pač obogatili te naša socialna omrežja. In da bi tudi nekako prišli eden k drugemu, tudi oni blizu k nam, ker smo bili pač za zaklenjenimi vrati na občini. No in tako se je rodilo kar nekaj, naredili smo en tak skupen video, recimo tudi poučen, zanimiv, če zmanjka elektrike, mi smo rekli, kolektrike sfali po semiško, ker smo pač vedeli, da smo v takšnih čudnih, turbulentnih časih, ko se lahko tudi to zgodi. In kaj takrat, ko so naše zamrzovalne skrinje polne, vse deluje, trgovski centri vsega imajo, kaj se zgodi, če zmanjka elektrike, potem ni ničesar. In smo pač želeli prikazati, kako se da tudi s tem preživeti, ko včasih ni bilo elektrike, pa so vseeno imeli naše gospodinje vsega za podzob. Tako da to je bilo ena izmed teh stvari, pa tudi pridobili smo razne filmčke, ki jih bomo tudi še vrteli. No, ker je bila spomlad, takrat smo tudi vedeli, da je pomembna stvar naša lastna samooskrba, se pravi, da je čas, ko
bomo tisto, kar bomo posejali spomladi, v jeseni pospravili za ozimnico in potem, če bodo res hudi časi, bomo imeli kaj jesti. In smo začeli ljudi tudi spodbujati v tej smeri, da si posadijo svoj vrtiček, da poskrbijo za lastno hrano, za kakovostno domačo hrano. Tudi smo pozvali tiste, ki mogoče nimajo vrtička, da in ga mi priskrbimo. No? In tudi se je ena mlada družina resnično odzvala, in čeprav je bil že mesec maj, ampak vseeno so si uredili svoj vrtiček. No in k temu tudi spodbujamo še naprej. Zaradi tega, ker se nam zdi ta smer prava, v tej krizi se lahko marsikaj zgodi. Absolutno, ne. Dejansko nas je ta čas pokazal, nam je v bistvu pokazal, kaj vse smo imeli, kaj nam je bilo samoumevno, ne, in druženje in vse je bilo vedno odprto, ne. Dejansko v tej krizi je pa zdaj priložnost, da mogoče posamezniki grejo bolj navznoter, ne, da se obrnejo vase, kot vedno radi rečemo, in da pogledajo, kaj je tisto mogoče, kar so narobe delali oziroma kar bi lahko izboljšali v življenju. Ne? In županja, kot si ti, dejansko spodbujaš ljudi v to smer, to je zelo, zelo pohvale vredno, ne? Če bi le bilo več takih voditeljev. Ne? Torej, vodenje za vzgledom. Ne? Kako mogoče še kakšna beseda o tem? No, tudi ta stran zdravja je zelo pomembna, se pravi, nismo zdravi samo telesno, ampak tudi duševno. Zaradi tega sem se kar zgrozila, ker je bilo toliko strahov po naših medijih. Sem rekla, kaj če bojo ljudje samo to gledali in potem bodo res zapadli v malodušje. Strah pa je tisti, ki ne prinaša zdravja. Zaradi tega sem jih poklicala, da pomislijo še na kaj drugega, kar bi lahko mogoče spremenili, mogoče kar v njihovem življenju ne deluje. Mogoče je čas, da se obrnejo k zdravju, da pogledajo, kako živijo, kaj jedo, ali se dovolj gibljejo, ali takrat so se približevali sončni dnevi, pojdimo na sonce, pojdimo na zrak, D-vitamin, dihajmo, ne samo maske, sej pač upoštevamo tudi ta pravila, ampak ko pa imamo priložnost, ko gremo v naravo, dihajmo, zrak je tista, kisik je tista, ki pač nam prinaša zdravje. In to tudi seveda zgledam, sama počnem, tako da nekako vem, kaj govorim, kaj ljudem predlagam, ker tudi sama vsako jutro s svojimi jutranjimi rituali, ki sem jih seveda osvojila pri Borisu, na Body Resetu, to počnem, se pravi, poskrbim najprej za svoj lasten mir, za dobro hrano, za razgibavanje in podobno. Tako da, tako kot ljudem govorim, tudi sama živim. Tudi glede samooskrbe. Tudi sama živim na kmetiji in imam ravno tako, poleg seveda vinograda in vsega ostalega, imamo tudi njivo, pridelamo vso hrano doma, kar se največ da. To je nekako prihodnost, ne? Se mi zdi, da bomo mogli iti v to smer. Seveda, absolutno. In ker živimo v kmečkem okolju, vsi imamo veliko možnosti, da si lahko ustvarimo gnjivico, vrtiček. Veliko je zaraščenega, ampak lahko ponovno spostavimo nazaj, preorjemo, prelopatamo in vse, kar si sami pridelamo, saj vemo, kar jemo. In to sem želela ljudem jih spodbuditi, dajte. Dajte, naredite nekaj zase, ne, za svoje zdravje, za nek tak celostni, holistični pogled, ne, spodbujaš. Celosten, seveda, zdravje je ne samo telesno, ampak na vseh nivojih. Ja, duhovno, čustveno, mentalno in fizično. Ne. In res ti strahovi, ti me skrbijo, ker se vedno bolj poglabljajo in nekateri stalno ali pa večkrat na dan poslušajo vsa ta poročila in jih želim nekako preusmeriti drugam. Pojdite v naravo, pojdite sem, pojdite tam. Tudi v sami občini smo se lotili še ene novosti, namreč postavili smo participativni proračun, skozi katerim, oziroma s katerim smo želeli res ljudi odvrniti od tistih misli, da so se povezali in skupaj predlagali projekte za naslednji 2 leti, se pravi leto 2021 in 2022. In ker so se povezovali, ker so razmišljali o svojem kraju, niso pač razmišljali o nečem groznem in slabem in to jih tudi potem
jim daje upanje in dobro počutje, da bodo v njihovem kraju nekaj dobili, da se bo nekaj premaknilo, da bo tisto, kar so oni predlagali in da so bili uslišani. Tako da Super, torej res vključuješ lepo. občanke, občane Seveda. aktivno. Ja. In so se res lepo odzvali, tako da sem bila res vesela. Čeprav je bila ta kriza, pa nas je s tem močno povezala. Torej dejansko kriza kot priložnost za novo povezanost na drugi ravni v bistvu, ne? Tako. Iščemo možnosti. Prej seveda nam tega ni bilo treba, ampak sedaj pa iščemo druge možnosti in vedno se najdejo. Ja, kjer je volja, tam je pot, ne? Tako. Pravijo. Super, odlično. Bova nadaljevala po kratkem predahu, ko se ponovno vidimo. Dobrodošli v drugem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije. Z menoj nocoj je krasna ženska, magister Polona Kambič. S seboj si prinesla danes en poseben predmet, do katerega gojiš poseben odnos. Nam lahko poveš nekaj več? No, s seboj sem prinesla to plišasto igračko, kravico. In če povem, kako je prišlo do tega. Namreč sama sem rojena v številni kmečki družini, sem 8. otrok. In moja starša sta bila kmeta, noben je bil zaposlen, seveda lahko si mislimo, kako je bilo živeti, kako je bilo vseh 8 otrok vzgojiti in jih tudi izšolati. Se pravi, imeli smo vsega toliko, da je bilo dovolj, ampak ne nobenega prestiža, samo tisto, kar je bilo nujno potrebno in seveda tudi igračk ni bilo. In ko sem tako gledala pri svojih otrocih, pri svojih vnukinji, koliko igračk imajo sedanji otroci, me je kar leta nazaj, me je kar naenkrat ena taka žalost popadla, da pa jaz nikdar nisem imela nobene igračke, ne? In zakaj mi tega starša res nista mogla omogočiti? Saj sem vedela odgovor, pač nista mogla, verjetno bi mi rada, samo ni bilo od kje. No, potem pa sem šla enkrat na bencinsko črpalko in sem zagledala tam to igračko, to kravico, taka prijazna se mi je zdela, kakšnih 10 let nazaj mogoče. In sem rekla, nič, bom pa jaz temu svojemu otroku v meni namenila to igračko, ki je pač prej ni mogel dobiti. In s tem sem tudi zaključila nekako odnos do svojih staršev, kar se tega tiče. Sem jima res oprostila, vem, da nista mogla, ampak pač sem si jo omislila in sedaj ta igračka spi ob meni, ima pri mojem vzglavju svoje mesto, tako da, ne vem, ko jo pogledam, se mi zdi, se spomnim na starše, se mi zdi, da je vse v redu. Tako, odlično. Življenje te je tudi preizkušalo, ne? Dalo ti je 2 težko bolna otroka, drugi sin je pa 13 dobil diabetes tipa 1, ves čas rabi inzulin. Pri dejansko drugi otrok pa tetralogija Fallot, torej srčna napaka, ne? Mogoče kakšna izkušnja še glede tega? Ja, prvi otrok je bil čisto v redu in takrat kot mlada mamica si nisem mogla predstavljati, da bi imela bolnega otroka. Takrat je bil svet še tako lep, še tako popoln. No, potem pa z drugim otrokom se je pa začelo. Se pravi, najprej je zbolel oziroma se je rodil moj 3. otrok, ki je imel pač to srčno napako, težko napako, ki je bil tudi prvič pri 13 mesecih operiran, drugič pri 19 letih, pred 3 leti nazaj. No, ko smo nekako njega prinesli iz bolnišnice, smo to poštimali, pa je zbolel moj drugi sin pri 13 za diabetesom tipa 1. In tako človek nekako se utrjuje vedno bolj, vedno več lahko zdrži. In ko to sprejme, potem se mi zdi, da gre lažje. Ni bilo enostavno, ampak že recimo v bolnišnici so nam rekli pri sladkorni bolezni, da če bomo to sprejeli, bo najhitrejše. In tako smo to naredili, nekako začeli s temi boleznimi živeti in sedaj nam gre kar dobro. Tako da ta sin z diabetesom je danes že mož in oče, ta drugi pa tudi z srčno boleznijo, pa tudi po tej zadnji operaciji tudi super in mislim, da se bo vse uredilo. Nekako smo to sprejeli in nismo se čutili sami sebi smilili, ampak smo s tem živeli. Mislim, da je to pravi. Pa se morda to še bolj povezalo kot družina, ne? Seveda, to so bile čisto nove relacije, to so bile poti v Ljubljano nazaj, mi smo bili stalni gosti na Vrazovem trgu, takrat še, ne? In povezalo nas je kot družino, seveda. Ja.
Ja, absolutno. Že več kot 40 let si tudi članica gasilske organizacije, a ne? Mogoče še kakšna izkušnja z tega področja življenja? Ja, pri nas moraš biti gasilec. Pri nas Ja, otrok, tako ko odraste oziroma ko je star 7 let, že želi biti gasilec. To sem videla pri svojih sinovih. In tudi jaz sem bila pri 12 letih, sem se vpisala. To je nekako način življenja pri nas. Potem, ko sem se tudi poročila, je bil mož poveljnik dolga leta. Sama sem bila tudi tajnica gasilskega društva Semič. Vodila tudi kar nekaj teh njihovih prireditev in se tako urila v teh izkušnjah, ki so mi potem pozneje, ko sem res nekako stopila v politiko, v javnost, so mi veliko prav prišle. Tako da zdaj, ko se ozrem nazaj, vidim, da je bilo vse z namenom, da je vse imelo neko pot, tudi te bolezni, ki sem jih pač doživljala, to me je utrjevalo in tudi širilo moje obzorja, kar se tega tiče. Doskrat tako v življenju, ne, ko pogledamo nazaj, šele vidimo, zakaj je bilo nekaj dobro. Ne. Čemu se nam je to zgodilo, čeprav je bilo hudo, pa takrat, ko je bilo hudo, smo bili v stiski, v krizi, smo trpeli tudi, recimo, ne, dokler nismo uvideli tistega višjega namena, ker pač naša duša si izbere izkušnje, to vemo, ne, in tisto, kar pač imamo za oddelati v tem življenju, bomo oddelali. Oddelali, ja. Mogoče še kakšno besedo na to temo? Ja, tukaj se tudi vidi, ko so včasih rekli, da vsako slabo je za nekaj dobro. Potem vidiš, da so stari ljudje res bili modreci, da so te stvari izrekli z modrostjo in marsikaj, ko pogledam nazaj, drugače razumem. Ne? In tudi, ko se mi zdaj kaj dogaja, si mislim, glej, verjetno ima to svoj namen, je to s svojim namenom. Ko se bom ozrla čez leta nazaj, bom verjetno videla, da je bilo to vse dobro za rast seveda moje duše. Absolutno, kar je tudi višji namen vsega skupaj, zakaj smo pač tukaj, ne? Tako. Na tem planetu, ja. Dosti se je izobraževala, različne šole sem tukaj bral, torej višja upravna šola, potem magisterij, Mogoče kakšna izkušnja še z tega šolanja, kako te izkušnje šolanja recimo zdaj integriraš oziroma implementiraš v svoje poslanstvo? No, jaz sem po osnovni izobrazbi kmetijski tehnik. To je smer, ki sem si jo vedno želela, se pravi, biti kmetica na kmetiji in to sem tudi doživela, živim na kmetiji in tudi izhajam iz kmetije. Ampak potem za žensko v takratnih časih ni bilo službe, enostavno nisem v kmetijstvu dobila. Potem pa pač se poročiš, pride družina in je treba pač jesti, služiti denar. Zato sem šla za navadno delavko v Iskro Semič, tam sem delala za strojem. Hkrati pa sem se vpisala na pobudo svoje sestre, ki sem ji res zelo hvaležna, da me je takrat dobesedno brcnila, lahko rečem, da sem naredila ta korak, ker se mi je zdelo, da sem kar v redu, v neki coni udobja sem se počutila. No in potem sem šla v višjo upravno šolo ob delu, ob otrocih, ob kmetiji. Ni bilo enostavno, sem tudi leta 1996 diplomirala. Na kar, ko sem rekla, zdaj je pa dovolj, se je kar naenkrat pojavil en prijatelj, ki me je nagovoril, da greva skupaj na visoko šolo za upravljanje in poslovanje v Novo mesto. Pa sem se spet vpisala, no, in v tem času je zbolel tudi moj otrok, ta srčni bolnik in potem kmalu tudi za diabetesom ta drugi sin. Ampak kljub vsem tegovam sem jaz to šolo dokončala. Leta 2000 sem tudi diplomirala. No, potem pa nekako je sledila sprememba mojega poklica, se pravi, sem bila povabljena na občino kot direktorica občinske uprave takrat leta 2000. In nekako, ko sem se pa leta 2010 odločila za kandidaturo, ker me je pač bivši župan nagovoril, ker je on šel v pokoj, sem pa spet čez dobro leto se vpisala na magisterij. In nekako do konca prvega mandata, se pravi, tista dan, ko sem vložila kandidaturo za drugi županski mandat, tista dan sem magistrirala. Tako da je bilo res pestro in tudi zelo naporno. Ta moj prvi mandat je bil zelo, zelo naporen. Moram reči, da mi sedaj, ko se je vse že odteklo, ko je tudi ekipa formirana, dobra, odlična, da mi je veliko lažje. Tudi otroci so zrasli in veliko več časa imam tudi zase, za tisto, kar sem pač vedno si želela, veliko berem, razmišljam.
poskušam spremeniti kaj, seveda se izboljšati, ker vedno rastemo z dneva v dan. No, ne, konstantno je to delo na sebi. Ne? Delo na sebi, ja. Življenje nas kali preko preizkušenj takšnih drugačnih, Tako. ne? Rastemo, se razvijamo, vidimo globje v bistvu življenje in dejansko gremo potem na en višji nivo zavesti, kar je tudi cilj posameznika. A ne? Tako. Zdaj, mislim, da sem že kar v teh 20 letih, odkar nekako že sledim tej poti, sem veliko, lahko rečem, napredovala. Sploh pa zadnja 3 leta, potem, ko sem nekako srečala Borisa po nekem spletu okoliščin, seveda naključij ni, to je bilo gotovo, tako je moralo biti. Sem zdaj v zadnjih 3 letih velik skok naredila, to sama vidim, pa tudi mislim, da drugi opazijo. Super, super, hvala. Gremo na kratek predah, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Pogovarjamo se o delu na sebi, o težkih življenjskih preizkušnjah, kako vodimo z zgledom. In danes nocoj z menoj izjemna gostja, magister Polona Kambič. Pogovarjala sva se torej o vodenju, o odnosih, mogoče še zdaj glede na to krizo, v kateri sedaj še vedno smo. Ne? Kako naj se ljudje zdaj znajdejo? Kaj naj delajo? Recimo nekateri so izgubili službe, nekateri so v hudih stiskah, strahovih. Kaj mogoče kot županja tudi zdaj svetuješ občankam, občanom oziroma vsem ljudem, katere nagovarjaš? Ja, krizo naj bi vzeli ne samo kot nekaj groznega, strašnega, ampak tudi kot priložnost, da pogledamo, kaj v našem življenju ne deluje najbolje. Zdaj, če smo izgubili službo ali če je kdo izgubil službo, verjetno ima še kakšne darove, kakšne talente, mogoče bi razvijal v tej smeri, mogoče je kdo že razmišljal o tem, pa ni bilo potrebe. Tako da večkrat tudi vidim, da živimo na podeželju, imamo veliko zemlje, čeprav pri nas je kraški svet, ampak kljub vsemu je veliko zaraščene zemlje. Mislim, da je tukaj še toliko potencialov, da to zemljo lahko preorjemo, zasadimo, da se nekako povežemo, da proizvajamo hrano za sebe, za svoje okolje, za svoje javne zavode. Tako da rada bi, da se v naslednjem obdobju res obrnemo v to smer, da najdemo tudi neko zadrugo, neko povezovalno enoto, ki bo povezala na eni strani kmeta oziroma tistega, ki želi pridelovati, in na drugi strani tistega, ki potrebuje to hrano zdravo, domačo. In to sem si nekako zastavila za to obdobje, tako da bomo ljudi vabili, da čim bolj nekako se vrnejo k zemlji, k temu, kar imamo, kar nas čaka in nazaj k naravi, ne? Nazaj to, kar smo pozabili. Tako, to, kar smo opustili, kar nam ni bilo enostavno treba. Želimo pa, da bi se tudi v turizem usmerili. Mi živimo v res lepem okolju, še neokrnjenem, mirnem. In ko so bili ti turistični boni, smo videli, kako je bila Bela krajina in tudi naša občina dobesedno oblegana. Ljudje so prihajali in so se čudili, kako lepo okolje, kaj vse imamo, kulinariko, naravno, kulturno dediščino. Vse to je res bogatstvo imamo na tem področju in tudi mi na občini smo se nekako odločili, da se bomo strateško postavili in usmerili v smer pomagate, ne? Tudi turizma. nekaterim ste celo, sem videl v videu, dali neko zemljo, da si obdelujejo. Recimo. Ja, tudi letos jim bomo to možnost dali, ker ima občina nekaj zemljišč, ki pa še čakajo, nismo začeli s kakšnimi gradnjami, recimo za dom starejših. In zakaj si ne bi ljudje pridelovali, naredili svojega vrtička? Tudi bomo pomagali, mogoče pa bi kakšen kmet dal v najem, pa se bomo aktivno vključili, ker pač v tem vidimo nekako, dokler ne bomo lačni, ne bomo tudi vodljivi, se pravi, ko si lačen, potem si vodljiv, si ranljiv in moraš pristati na vse. Ključ je zdaj v sodelovanju, torej v povezovanju, ne samo tisto, kar je bilo včasih, pa bolj v mestih, vsak grabi k sebi, vsak za sebe, ne, da bo si nagrabil čim več, nažalost, ne, kot je bilo. Zdaj je čas za sodelovanje, da skupaj stopimo, da se povežemo, da si pomagamo drug drugemu. Res ta srčnost je zdaj v ospredju, je tako? Tako, ja. Tudi vabimo ljudi, da naredijo kakšno dobro stvar drug za drugega, tudi v prazničnih dneh, da poskrbijo za mogoče tiste, ki nimajo nikoli
nekogar, ki so lahko osamljeni in žalostni zaradi tega. Veliko je načinov, s katerimi lahko pomagamo in polepšamo tak vsakdan drug drugemu, tudi prinesemo kaj iz trgovine ali kaj podobno. Veliko je tudi starejših med nami, ki so sedaj še bolj osamljeni, tudi ti se mi zelo smilijo, sploh oni, ki so v domovih za starejše. Moram reči, da sem tudi sama imela oba moževa starša, smo kar nekaj časa urejali, rihtali, po domače, ker sta bila nepokretna, kasneje sta šla tudi v dom za starejše in nekako si ne predstavljam, da bi v teh časih človek imel koga svojega, ker so to res hudi časi, ker ni stikov in je žalost na obeh straneh. Tako da, dokler še imamo ljudi pri sebi, užijmo vsak trenutek in si naredimo lepe. Je dragoceno, ne? Ker je to dragocena zavest, šele potem, ko to zgubiš. Ponavadi je tako, ja, nažalost smo ljudje taki, da rabimo zgubiti, ne vem, zdravje, rabimo zgubiti odnos, da bi ga cenili, ne? Da bi cenili, kar smo pač imeli, ne? Kar nam je bilo samoumevno. Torej, v tej krizi v bistvu nič ni več samoumevno, je tako v bistvu. Nič ni več samoumevno. Vse ima svoj namen, samo moramo ga prepoznati in slišati. Korona v sanskrtu sem slišal v bistvu pomeni milost. Ne? Wow, ne? Milost. Sanskrt vemo, to je starodavni najstarejši jezik na zemlji. V vedski literaturi je v bistvu zapisano recimo Bhagavad Gita kot en temelj te dragulj vedske književnosti v bistvu. Ne? Torej korona kot milost za človeštvo, da se zbudimo končno iz tega spanja, ne? Da prebudimo v sebi to, kar že itak smo od zmeraj, pa smo na to pozabili. Ne? Ne samo, da smo pozabili, so nas tako nekako vzgajali, da programirani smo bili vsi. Dobesedno, sedaj pa se vračamo k sebi in vidimo, kakšne vse potenciale resnično imamo. Se pravi, Boris je včasih rekel, lahko premakneš, lahko narediš celo planet, ne? Takšno moč imaš. Takšno moč, ne? Neomejena moč naše duše zavesti. Najprej, ko sem to slišala, sem jaz zdelo, kako le, ne? Ampak sedaj pa vedno bolj ugotavljam, da je v nas res brezmejna moč, samo ne zavedamo se je in je ne upamo uporabiti. Tako, ja, tako. Tako da zdaj je čas, da prebujemo torej te speče aspekte, v bistvu tisto, kar smo pozabili, da z delom na sebi, z dihanjem zavestnim recimo, ne, z meditacijo, z vajami, z jogo, z zdravo prehrano, ne, z vsemi temi stvarmi dejansko prebujamo sebe na vseh nivojih, ne. Mogoče še kakšna beseda na to temo? Ja, jaz se veliko izobražujem, veliko berem, strašno me zanimajo knjige in vsa ta nova znanja na to temo. Na eni strani, da pač se jačam kot osebnost, na drugi strani pa tudi, da spoznavam še kakšno drugo resnico, se pravi, si tudi želim širiti obzorja. Recimo mi je bila zelo všeč letos poleti, ko sem prebrala knjigo Fantomski jaz od Davida Icka. Se pravi, so še kakšni drugi svetovi, druge resničnosti, kot samo te, ki smo jih seveda sedaj vajeni. Tako da veliko berem tudi biologija prepričanj. Lipton, Dispenza. In pa recimo mi je tudi zelo všeč knjiga Aldio Alzheimer, ki je zelo nova, pa sem si jo z veseljem prebrala. Tudi Boris mi dal v bistvu povabo, da dam predgovorja. In res sem vesela, da obstaja neka pot, neki koraki, da se tudi do te bolezni lahko uspešno pride oziroma se bori z njo. Ja, doktor Bredesen je dal dejansko protokol, ki deluje, mislim, neverjetno, ne. Take tehnike, ne, mislim, protokol, kaj jest, kako, ob katerem času in dejansko fantastični rezultati pri zdravljenju te zahrbtne bolezni. Tako, kot tudi recimo zdravljenje z Gersenovo terapijo, kar sem tudi poleti prebrala še, da se še bolj nekako informiram. Tudi tam so protokoli in kar delujejo, mnogim so pomagali. Verjamem, da je tudi Alzheimerju odklenkalo, kot mi rečemo, se pravi, da bomo lahko tudi tistim bolnikom, ki imajo to bolezen. Ki do sedaj niso dejansko ni bilo načina. Ja. Tako da vedno, kjer je težava, obstaja tudi rešitev. Tako. Kjer je volja, je pa tudi pot. Tako, absolutno.
Tako da super. Mogoče še kakšna samo zaključna misel za naše gledalke, gledalce, oddaja Prebojeno srce Slovenije, mogoče kaj jim želiš še sporočiti za zaključek? Poslušati je treba sebe, pomagati ljudem tudi okrog sebe v stiski. Nekako jaz sem kot županja postavljena za to, da pač ljudje so me izbrali, da sem jim blizu, da jim tudi pomagam, ko je to potrebno, in v tem kriznem času sem nekako začutila, da moram najti bilo kakšen način, da ljudem pridem blizu, da jim lahko sporočim, da jih bodrim, da jim dajem neka navodila, ker tudi vidim, da z veseljem to tudi preberejo, kar je objavljeno, recimo kakšen nagovor, ki je sedaj kar stalnica, ker pač drugih nagovorov, prireditev ni, da si to z veseljem poslušajo, in tam potem poskušam predati tisto svojo misel, tisto svojo skrb in jih tudi na nek način objeti, čeprav ne tako fizično, ampak da to čutijo, da drugače, z njimi, da razmišljam, da niso sami in tako naprej. Tako da to nekako, mislim, da je ta skrb za sočloveka, da te to napolnjuje, in pa brezpogojna seveda. Ja. Zdaj, če pričakuješ kaj nazaj, je to zate slabše. Jaz sem seveda na položaju, kjer naj bi človek pričakoval, da te potem ljudje tudi volijo, ampak poskušam nekako to odmisliti in dati tisto, kar želim, ne glede na to, ali bom dobila tisto, kar bi si recimo politik želel nazaj ali ne. To je super, ja. Čas bo prinesel svoje. Absolutno, ja. Ljudje čutijo, ne? In ljudje vidijo tvojo srčnost, in zato si že kar 10 let županja. Ja, že tretji mandat. Že tretji mandat, ne? Tako da super. Hvala za te čudovite besede. Hvala, da si bila nocoj gostja v naši oddaji Prebojeno srce Slovenije. In vse dobro ti želim naprej na tvoji poti, tako da hvala. Hvala lepa za povabilo. Res sem bila počaščena, da sem se znašla v družbi vseh gostov, ki so bili že pred mano in še verjetno bodo. Tako da hvala. Hvala. Hvala tudi vam, naše gledalke in gledalci, da ste bili nocoj z nami, in se vidimo prihodnjič.